nekje. Zagovarjamo to stališče, da šola mora biti blizu ljudem. Zakaj bi se recimo prebivalci iz tega dela vozili 3 km stran v Stranje? Tudi ne vem, kako se je takrat tako predvidel, da se osnovna šola Stranje toliko razširila, da naredi toliko preveč kapacitet. Če ti je bila takrat nekaj napaka storjena. To je pa politika, da bo se na to govoril še politika. Samo moram za Stranje povedati, da ne bomo prazne slave nas. V Stranje niso nič preveliko šolo. Oni imajo populacije za 2 oddelka istega razreda. In toliko je tudi zgrednih. Samo razredi so majhni. Če bi naredili manj, bi bilo premalo. Ampak imamo prostora, recimo, tukaj treba poznati še kaj drugega, kot samo to, ne? Da standarde normative, število oblikovanih otrokov, ki jih zelo podjetno, koliko maksimalno, da se delo želi, in pa naprej združevati. In ta šola v Stranje, ki ima ravno toliko oddelkov, kot jih mora imeti prostorov. Bila sta pa 2 prostora narejena več zaradi specifike pri adaptaciji do ljudi. Zato seveda moram te stvari povedati, da ne bi to mislil, da je ta šola gor, ki je bila dograjena oziroma adaptirana, bila izven koncepta šolskega prostora. Absolutno. Tako je. Smo res gledati ni zdaj ne, ampak jaz še vedno si mislim, da bi mogo vsak iti v knjižnico in kako argumentirati, da imate na tej točki 50 metrov 3 knjižnice, 3 telovalnice, bikinje pa nič, nimajo auditorijo in vi še pravite, da jih ne rabijo. Veste, tudi šola je hiša, da mora živeti skozi. To cel dan prodajaš, pol dneva prodajaš, pol dneva imaš tudi otroke. To vidiš, ne vem. Pol pa še glede učencev ste mnili, da nekinje pa nevle, da smo te podatke nekako približen obravnavali. Glede, da je sporeditev bila narejena in tudi potem podatke protokola. Recimo, v tem sklopu nekin in nevle imamo 130 pa 160 učencev. Če se pridruži še